Avon je lepotnim blogerkam predstavil nekoga čisto novega. Ime mu je Mark in na sceno prinaša nekaj barvitega in drznega. Meni so seveda v oči padli predvsem laki in šminka, vendar ima tudi nekaj izdelkov za daljšo obstojnost, pa fiksirni sprej, tekoče podlage, tako da bomo tukaj skozi naslednje mesece majčkeno si podrobno gled vzeli njihove izdelke. Sedaj pa vam bo naša Nika Vegar z Mark izdelki predstavila čisto nov trend ombre ustnice. Poglejmo. Zdaj bomo naredili ombre ustnice. Zakaj mi je ombre všeč? V bistvu je kar podoben konturingu, s tem, da se pri ombretu v bistvu lahko igramo z barvami, pomeni po francosko to senčenje, mehki prehodi barv. Lahko pa tudi ne, lahko tudi uporabljamo v bistvu samo svetlo, temno. In ne samo, da v bistvu poudarimo ustnice ali pa naredimo nek nov look, s tem lahko tudi malo preoblikujemo poteze obraza. Naprimer, če imamo eno ustnico večjo od druge, lahko z ombre tehnikami pač to prilagodimo, preoblikujemo, skrijemo. Zdaj Lara ima na srečo ful lepe ustnice, velike, tako da se bo dalo po mojem fajn ustvarjati. Ni potrebno pri vseh ombre tehnikah, da se ustnice začrtajo, predvsem takrat, kadar hočete imeti svetlo rok, ni fajn, da se, ne? Ampak jaz bom zdaj naredila eno malo bolj tako udarno varianto. Prej sem ustnice že namazala z peelingom sladkornim, potem sva to odstranili, pa dale gor eno mastno kremo, ene 3-krat, tako da zdaj pač nima nič teh suhih predelov na ustnicah. Tako. To pa zato, ker bom zdaj pač dodatno ustnice zapudrala, pa če bi imela že suhe predele, bi se to, se veste, vse poznala, ne? Tako. Evo, zdaj, če gledate pri Lari, ona ima mogoče za odtenk malo tanjšo zgornjo ustnico od spodne. Boste videli pol na koncu, zanimivo bo pa v bistvu zgornja ratala vizualno bolj pomembna. Tole, ne vem, lahko pa kar kaj vprašate. V bistvu jaz sem dolgo časa učila tudi v make-up šoli, tako da so navajna vprašanj, pa mi ni res nič problema povedati. Tudi doma, ko se šminkate, včasih ni slabo imeti tele blazince, ker me čudem gledati, pa imam tu. Zato, ker v bistvu roke so ful tople, in potem, če se s kožo dotikaš make-up, pa to vse topiš. Tudi kadar dobite barvice, pa so mogoče malo trde, jih daste na zapestje, kjer kar direkt na žilo, recimo, ker je najbolj toplo, pa se malo stopi, pa pol ful bolj šmažejo. Bom še kakšen tak trik vmes povedala. Neka pitnik. Ja. Obroba. Zdaj bom pa spodnjo ustnico namazala svetlejšo barvo. Hotela sem v bistvu iz teh ombre tehniki zluščati neka pravila, ampak bolj, ko sem se igrala, pa ustvarjala, bolj sem videla, da pravil ni, da je fajn, da to prej preskusite. Ker sem mislila tako kar pri senčenju, pa pri konturingu, da svetlejše stvari nekako stopijo v spredje, temnejše pa v zadje, ampak pri ombre tehnikah ni čistko. Ste videli? Za vse, kar ste zbrali Liponko fashionista, pač tudi, če se boste kaj zafrkali, imate izgovor. Tako da, ajde ustvarjali, ne zagati. Evo, spodnji del sem namazala tako lepo nude barvo, odtenkov še ne poznam, ampak kaj se mi zdi zelo fajn. Bare Impact, piše. Da mi takoj padlo oči, ampak padle mi pa se tudi stale. Roasted red, ki je pa takale, ne, moja šminka. Že bolj vijolična. Ja, ki je pa bolj vijolična. Vse sem rekla, zdaj bomo naredili en tak udarni ombre. S to bom pa namazala zgornjo, se pravi tanjšo ustnico. To mi je tudi Kristina rekla, veš kaj, moraš jim pokazati te kao pogrižene usta, sem rekla, ne, to pa ne, Kristina. To pa dvomim, da se bo kakšna sprehajala po ulicah, po modnih barveh, verjamem. Ampak ja, to, kar zdajle delava, a se sprehajajo? Ja, ampak to takrat veš, ko je že dolgo. Ja, ko so se res fajn spolupčkale pa pogrizle. Dobro, da je zdaj kao moderno. Fajn špila, in si reformka. No, ampak to je v bistvu tako
ta prehod temne šminke v svetlo vedno da malo tak efekt pogriženih ustnic. In zdaj v bistvu s to temno barvo na spodnjih ustnicah ne sledim tej liniji okrogli, ampak jo probam kar odrezati. Se pravi, da se spodnja in svetla barva pa temna nekako v bistvu v ravni liniji družita. Ko lahko pač to naredim mehke robove ali pa začrtam, to je odvisno od tega, kaj hočete. Meni se zdi Lara tako kar precej nežna, pa se mi zdi, da bi bilo pol mogoče malo tumač, če ima čisto stroge robove. Ampak če zdaj pogledate njene ustnice, že lahko vidite, da v bistvu te neke razlike med velikostjo spodnje pa zgornje ustnice v bistvu ni več. Zgleda zgornja kar precej pomembna proti spodnje. Pač to je verjetno pretekam, še bolj tanke ustnice, bo prišlo še bolj do izraza. Začeti bi lahko dali tudi glos. Glosi so mi tudi zelo všeč, tisti, ki so vam. Zdaj poiščem, recimo. To so te, ki malo v bistvu zapečejo, pa ti pol ustnice tudi napihnejo. Ja. Tale odtenk mi je ful lep. Evo, in kljub temu, da dam še vedno glos na spodnjo ustnico, zgornja ustnica v bistvu pride kar fajn do izraza. Vse skupaj je pač tak zelo drugačen videz, ampak hkrati na nek način ni preveč agresiven, bom rekla, no. Kljub temu, da smo uporabili močne barve, pa kar tako intenzivno tehniko ličenja. Kako se vam zdi? A se bo kera upala sprehoditi? Bo. Dobro, zdaj bomo naredili še eno spremembo, da nam te rekla, ok, to se doma nekaj pripravlja, pa mi lahko veste, katere barve bi še kaj pokombinirali. Kaj bi še rade videli? Črno. Črne šminke pa ni. Jaz imam v bistvu ta ombre, ki imam na zunanjem delu, ki imam v bistvu precej enakovredni barvi v smislu intenzitete. Na zunanji strani imam imam divjo fuksijo, tole. Se pravi, v kotičku ustnic imam divjo fuksijo, na sredini, to se zdaj tudi fulnos po Instagramu boste videli, tako skoraj v obliki srčka je zarisano, pa v bistvu z neko svetlo barvo. Imam pa to oranžkasto koralno. Pa temu looku, ko sem ga jaz delala zdaj, je fajn, da v bistvu ni temnejšo barvico roba narejenega, ker pol v bistvu ta srček pride premalo izrazano. Zdaj, ko odstranjujete šminko, da ste recimo probale ombre, pa nekako vam ni bil najbolj všeč, ne? Vzamete kar eno, ne vem, ali vatico ali pa je srajš robček in že v prvo z močnim potegom fejc pritisneš, pobrišeš nič, tapkati pa se bo ti, oj, kaj če bom zdaj kaj izbrisala, boš izbrisala, sem fajn, da izbrišeš tisto, kar ti hočeš, ne nekaj drugega, ne? Ustnice raztegnemo. In to je tako kar močen pritisk. Celo, če imaš ful rdeče usta, pa če to koža v bistvu okrog ust, vzameš korektor. Če bi imela ful rdeč, pol vzameš kar tega zelenega. Drugače pa vzameš navadne barve, se pravi bež. Pa lahko mislim to, v bistvu ta po zgornjem delu ustnic malo obrobaš, pa to rdečico skrijaš. Hkrati je v bistvu fajn, da tlele zdaj malo gor potegnete na tele. Ker zdaj boste malo počakali, pa zabrisali, ne? Velikokrat tako na Instagramu vidimo fotke, ne vem, temnih ustnic, pa še vedno tega korektorja, ki se vidi. To ni glih najbolj lepo, čeprav Instagram vse prenese, v resnici ni fajn, da se vam korektor vidno. Tako, pa ga zabrišemo. Lahko z roko, lahko z gobico.
da se znebimo tega, ampak tukaj je malo presuh korektor, tako da tukaj je treba bolj z mokrim, kadar je pepec. Tako. A ste se odločili za kakšno barvo, da vam še predstavim? Ne? Rdeča. Rdeča, ne? Za me. No, pa dajmo rdečo. To ni rdeča, Tale je... Oranžkasta. Ja, Lady Red, recimo v bistvu ta svetlo rdeča. Ta je pa temno rdeča. Obe sta v bistvu v rangu klasičnih rdeč, bi rekli, rdečih, a ne? Zdaj, če gledamo po karakteru, je ta bolj divja ognjena, tako karakter, ta je pa bolj ta češnjeva, elegantna, a ne? Šik pride oboje, ker rdeča šminka, tako kot je ena rekla za nohte, je zmeraj šik, ali pa elegant, a ne, Tara? Ja. Zdaj, v bistvu bi lahko naredili tako ombre, da tako, kot ga imam jaz, da sta zunanja kotička temna, pa notranja svetla, lahko gremo pa tudi enako kot prej. V bistvu recimo naredimo s temno spodnjo ustnico, pa potem z svetlo zgornjo ustnico, s tem, da svetlo, zato ker ima pač ona obliko takih ustnic, malo odtisnemo še na spodnjo, zato da sta približno enak veliki. Ampak ker smo tisto prej že videli, pa dajmo zdaj ta srček pogledati, kako se naredi. Se pravi, tako kot sem prej rekla, v bistvu fajn je, če delate obrobo ustnic, da je res v tej barvi, ki je koža, ne. Drugače tu pri ombretu, saj se vidi tudi te črne barvice, pa noter rdeče usta ali pa tako. Ampak če je samo barvica, da to ni razmazan, to je tako res 90-ta, malo te, ne vem, se mi zdi v bistvu tak malo bolj preveč retro pridih, no. Svetlo barvo se pravi naredim srček. To zdaj zapustim, če bo kjera srček zapustim ali pa gejša. Ja, v bistvu ta ombre so imele že gejše. One so ga nosile ali tako v obliki srčka ali pa samo notranje ustnice so si poudarile s češnjevo barvo, zato ker v bistvu pri njih je ta simbol češnjevega cveta to pomemben in so ga povsod, kamor se dali pač probali narisati. Kakor vidite, ene so ful pač lepo pigmentirane, tako nič ne ostaja na robi, fajn se razmažejo. Težko vam rečem, katera bo moja it barva, ampak sigurno bojo pač te šminke, mislim, da tako prodaja neka vonova mat šminka, ker so res fajn, no. Zdaj ne gremo čisto špičko, ker bi rada, da vseeno ostane ta lep volumen ustnic, ki ga ima ona že po naravi tak poln, tako narejen na šobico, a ne. Ampak se malo vseeno zoži ta del nadol. Tako pač šobice so bile zmer moderne, pa to kar ostaja. Če bi šla pa precej na špico, bi pa tako izgledala ostra. To je tudi trik, kadar morate iti na kakšen razgovor, pa niste prav dobro pripravljeni. Ko gledajo srce s to. Ja, tako. Ne poslušajo, kaj govorite. Nisem danes namenoma tega tako naredila. To je tudi ta odtenek šminke, ki mi rečemo, da je za obaga pravzaprav, za reklamo za zobno pasto, ne? Ker zraven v bistvu zobe zelo pač bele izpadajo, ker imata noter oba dva malo, sicer je ta precej bolj topla, ampak imata malo tega modrega tona noter. Spet je fajn pač, da se te robovi zabrišejo, pa pri Lari ne delam prav čisto stroga roba, no. Tudi nekako je trend malo, da se v bistvu mehčajo usta, da izgledajo taka mehka, polna, taka sočna, vabljiva. Zdaj sem se spomnila, da sem vam pozabila pokazati še en super picture perfect izdelek. Tole se mi zdi tako črna v bistvu. Jaz sem si probala sama, drugim sicer ne viham s tem, imam posebne klešče za to, ampak tako za sebi prviha so super, pa tako daste kle prste, pa pol še dodatno pritisnete, a ne. Tako, pa že v bistvu si naštimate. Noter, zdaj če na pamet tole delam, pa še dodatno kaj stisnete s prstom. Maknete malo naprej, pa še eno dvakrat po dolžini trepalnic.
To je zdaj tako čisto v bistvu, niti se ne opaz. Tisti, ki bo od blizu gledal, bo videl, da ima malo v bistvu potegnjene nazaj kotičke, pa malo šobico naprej porinjeno, ne? Tako izgleda, kot da se malo našobla. Če bi pa dali zdaj še gloš čez, mogoče sam na sredino, bi pa sploh v bistvu do te šobice prišli. Evo, takole. So pa v bistvu mat kotički, pa res ta šobica čisto sploh naprej pade. Imam hvaležen model, to je res. Sem rekla danes maestri, da mora pridati, ker ona zmer govori, imam toliko tanka usta. Pa mi še to nismo obala. Ja. Obljubam, da se bom tudi tega lotila in je tako kazati. Zdaj lahko še malo dvigneva. Evo, tako. Tista, ki ni verjela, da paše vijolična prdeča skupaj, recimo danes s senčilom, pač ta je res taka čist nežna vijolična, ki v bistvu samo nekako tako lesk daje koži. Ne vem, kakšne imaš sicer oči, rjave, zelene? Smešano, ja. Tako bom rekla, za konč, če imaš še kakšno vprašanje, da lahko vpraša. Mark sigurno ne bo rešil sveta, tako kot ne nobeno ličilo, ne. Lahko pa pač reši naš dan ali pa našo ustvarjalnost, nas spodbudi k temu, da smo dobre volje, da smo zadovoljne sabo, da smo kreativne. In to se mi zdi v bistvu že praktično veliko. Tako da jaz sem res vesela, da ste me poklicali k temu projektu. Se pravi, bila je ljubezen na prvi pogled, zdaj, ko jo na novo odkrivam te stvari, mislim, da bo še kar nekaj časa z mano, no. Super. Hvala. Odlično.